Lepo pozdravljeni. Na današnjem srečanju moje ime je Simona Knavs, prihajam z Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas, za današnji dogodek. Čas je zelo bogata dobrina ali vredna dobrina v današnjem času. Dogodek namenjamo predstavitvi kombiniranega izobraževanja. To bo v prvem delu izvedla gospa Ema Meden. Malo še opozorim, da izklopite mikrofone, prosim. Torej, v prvem delu bo Ema Meden z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predstavila kombinirano izobraževanje. V drugem delu pa bomo povabili k sodelovanju in predstavitvi njihovih aktivnosti nevladne organizacije, ki delujete predvsem na področju informacijske družbe, digitalne preobrazbe, razvoja digitalnih kompetenc in podobno. Da še podelim naš PowerPoint. Takole je v digitalni dobi polno stvari je treba misliti. Naj bi nam olajšalo delo, ampak včasih nam ga pa tudi malce zaplete. Meni kaže, da je ekran deljen. Mihaela, mi potrdiš, da se vidi predstavitev ali je odprt PowerPoint? Ok, ne vidi. Aha, mogoče pa zdaj bo. Dobro, takole. Torej, čisto na začetku, ker smo malo mešana druščina, naj za vas, ki mogoče ne poznate Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje še, čisto na kratko povem, da smo javni zavod, delujemo že skoraj 30 let, ustanovljeni smo za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ustanovitelji so Vlada Republike Slovenije, Obrtna in gospodarska zbornica in sodelovanje s socialnimi partnerji je ključno pri našem delu, saj z njihovo pomočjo oblikujemo poklicne standarde, se pravi neko vsebino, kaj naj bi izobraževanje za določen poklic na srednješolski in visokošolski ravni vsebovalo. Na podlagi tega potem pripravimo izobraževalne programe. V naši hiši se skrbi za kvalifikacijski okvir, se pravi kvalifikacije v formalnem izobraževanju, pa tudi še druge kvalifikacije, verjetno ste že slišali kdaj za NPK, nacionalne poklicne kvalifikacije. Seveda skrbimo na različnih področjih oziroma skušamo vsaj na vseh področjih poklicnega in strokovnega izobraževanja skrbeti za zagotavljanje kakovosti na ravni izvedbe, zelo veliko sodelujemo s šolami, seveda sodelujemo tudi v mednarodnem okolju in eden od rezultatov takih sodelovanj so tudi razvojni projekti, kot je tale naš projekt KIPSI. Tako pa nadaljujem. Torej, Center za poklicno izobraževanje sem predstavila. Zdaj pa bi prosila kar vodjo projekta kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju, Darka Malja, da nam čisto na kratko projekt tudi predstavi. Lep pozdrav vsem udeležencem današnjega srečanja. Projekt KIPSI ali Blended, kot je angleška kratica, kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju, izvajamo že od leta 2021, se pravi, poteka že drugo leto in ga bomo zaključili v naslednjem letu z aprilom 2024. Projekt je sofinanciran iz norveškega finančnega mehanizma oziroma finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora. Kot naprej opredeljen projekt in je seveda njegov glavni cilj
je razviti seveda določene rešitve, konkretne rešitve za razvoj digitalnega pristopa pri izvajanju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Več o tem boste potem slišali še v nadaljevanju. Pri projektu sodelujemo kar 11 partnerjev, poleg Centra za poklicno izobraževanje, tukaj še predstavniki Filozofske fakultete oziroma oddelka za pedagogiko in andragogiko Univerze v Ljubljani, potem pa 4 strokovne in poklicne šole iz Novega mesta, iz Celja, iz Trbovelj in iz Kopra. Tudi lepo pozdravljeni predstavniki na današnjem srečanju. Imamo pa tudi 4 predstavnike iz Norveške in Islandije, in sicer sta to 2 univerzi iz Osfolda na Norveškem in Akureyria na severu Islandije, in pa 2 strokovni šoli, višja šola v regiji Viken in pa srednja strokovna šola iz Norveške Siden in pa srednja strokovna šola iz Akureyria. Se pravi, imamo 5 partnerjev tudi iz tujine. Z njimi skupaj sodelujemo, smo zelo intenzivno poskušamo pripravljati skupne rešitve in seveda potem tudi stvari v svojih okoljih tudi ustrezno implementirati. Projekt ima 3 sklope. En sklop je namenjen didaktiki, se pravi razvoju didaktičnih rešitev, temelji seveda na skupnem usposabljanju učiteljev in potem tudi na pilotnem preizkušanju razvitih rešitev. Ob tem se vključujejo tudi vodstva šol in razvijajo oziroma so razvila svoj strateški pristop, ki pokriva seveda različna področja delovanja šole, seveda z namenom, da bi ta kombiniran pristop k izobraževanju tudi potem uvedli v vsakodnevno prakso. Ob tem pa imamo še močne skupine, ki razvijajo tudi posamezne primere digitalnih gradiv, od videa do virtualne resničnosti in podobno. Toliko več si pa lahko ogledate na sami tudi spletni strani, kjer poskušamo kar nekaj rezultatov tudi prikazati. Že danes pa ste tudi vabljeni 23. marca, ko bomo v City hotelu v Ljubljani predstavili rezultate projekta in organizirali zaključno konferenco projekta. Tako, hvala lepa. Najlepša hvala, Darko, za tole predstavitev. Zdaj pa se posvetimo pravzaprav vsebini današnjega srečanja. Zdaj nekako izhodišče za to, da smo se odločili za organizacijo tega dogodka, oziroma miselni tok je nekako v tem smislu se izpeljal. Zdaj, digitalna tehnologija je v mnogih šolah že pred izrednim izobraževanjem oziroma šolanjem na daljavo postala redno uporabljeno orodje. Vendar je pogosto ostajala le na ravni uporabe kot nadomestka za papir, tablo. Večina učiteljev je vendarle že prešla na uporabo e-predstavitev. Kot nova izobraževalna tehnologija z didaktično premišljeno uporabo raznovrstnih digitalnih orodij, tudi na primer spletnih učilnic, interaktivnih videov in podobno, pa se je pojavljala vendarle bolj v razredih učiteljev navdušencev. Ta tehnološki preskok, ta preobrazba je v bistvu kar zahtevna za posameznika, ki mu digitalno okolje samo po sebi nekako ni blizu.
Zdaj, z izkušnjo izrednega šolanja na daljavo nas je pa pravzaprav kolektivno prestavilo v razmišljanje o tem, v kolikšni meri lahko pouk z uporabo digitalnih orodij in tehnologij izboljšamo. Ne le popestrimo, ampak res uporabimo orodja za to, da je pouk kakovostnejši. In to je osrednja premisa tudi projekta KIPSI. Zdaj, kot bomo videli v Emini predstavitvi, gre za pristop, ki digitalna orodja torej ne vključuje v pouk za vsako ceno. Ključni motiv pa je torej izboljšanje pogojev za uspešen potek učnega procesa dijakov in dijakinj. Zdi se mogoče, zdajle ob skoraj že zaključku projekta, da s tem dosegamo nekakšno ciljno črto digitalizacije izobraževanja, mišljeno seveda v pomenu izvedbe pouka. Izobraževalni sistem je obsežen družbeni sistem, za njegovo uspešno delovanje pa je pomembno, da so vsaj osnovni procesi, predvsem pa novi pristopi, razumljeni širšemu krogu deležnikov. In to je bil eden od razlogov, zakaj smo se tudi odločili o kombiniranem izobraževanju spregovoriti skupaj z nevladnimi organizacijami.